posvet, konferenca o inovativnem in tehnološkem menedžmentu se je signifikantno umestila v čas razvoja države, družbe, gospodarstva, znanosti in tako naprej. Saj kar nekaj kazalcev ni ugodnih, če vzamemo nujnost investiranja v raziskave in inovacije, ki so gonilo razvoja, kot kažejo seveda te podatki. Doktor Pleško, bi morali biti taka vprašanja obdnevnejša, glasnejša, pogostejša? Absolutno. Jaz mislim, da bi bilo idealno, če bi imeli kakšno tarčo ali pa podobno oddajo na to temo. V resnici vsi Slovenci želimo inovacije, ne? Ampak se mogoče zaradi dnevne politike, mednarodnih dogodkov, ta tema ne pride tako, ker ni tako nujna. Ne? Inovacije morajo biti, ampak če jih naredimo danes ali jutri, lahko počakajo. Ne? Če pa se je vojna v Ukrajini, ali pa če je kakšna afera politična, se je treba pa danes pogovoriti. Jaz mislim, da bi morali več biti to prisotnih v medijih in tudi imeti take govorce, kot smo jih danes imeli, ker je bila vrhunska okrogla miza. No, Inženirska akademija Slovenije, ki je organizirala tudi ta posvet, oziroma združuje kredibilne raziskovalce, intelektualce, strokovnjake, ki z veliko senzibilnostjo spremljate tudi vi, seveda, razvoj družbe. Posvet je razgrnil kar take pozitivne trende in opozoril tudi na področja, ki nujno zahtevajo ukrepe za izboljšave. A je dovolj posluha pri odločevalcih in upoštevanje takih analiz? Torej, pri upoštevanju analiz absolutno je. Inženirska akademija že koliko let objavlja študijo inovativnosti Slovenije, ki jo vedno damo tudi ministrstvu v pregled, ministri preverijo, nas povabijo na pogovor, predstavimo. In vsi se strinjajo pravzaprav z analizo. Seveda, problem je ta, ne, kako iz analize priti v konkretno akcijo in izvedbo. Tudi tukaj seveda je naklonjenost, ampak problem je čas, problem je prioritet, problem je financ. Tukaj bi si pa želeli več aktivnosti, več rezultatov, rečemo tako, strani vseh udeležencev, ne samo vlade, ne samo javne uprave, seveda tudi akademske sfere in industrije. Poglejte, tuji eksperti so na tem posvetu oziroma konferenci, recimo profesor Andreas Pinkwart in pa doktorica Ulrike Michele Schneider, sta ponudila nekaj izkušenj iz Nemčije in pa iz Češke. A so taki primeri koristni tudi za naše okolje, ko gre pa vendar za, recimo pogojno rečeno, kompatibilnost ali nekompatibilnost sistemov? Glejte, jaz bi rekel, znanost je univerzalna, je človeška, mednarodna, ni vezana na nacijo. Torej, znanstvene resnice so gotovo uporabne tudi v Sloveniji, če so uporabne drugje. Inovativnost je tudi, bi rekel, neka splošna človeška dejavnost, ki ni vezana na kulturo ali pa na jezik ali pa na okoliščine. Tako da mislim, da je veliko tega uporabnega. Je pa seveda implementacija teh spoznanj je vezana na posamezno kulturo, na posamezno državo. Tako da moramo seveda izbrati iz teh primerov, ki smo jih danes slišali, tiste, za katere se nam zdi, da jih bomo lažje lahko v Sloveniji naredili, ali zaradi političnega okolja, ali zaradi kulture Slovencev, mentalitete, ali pa tudi zaradi nacionalne strategije. No, namen posveta je bil tudi definirati recimo ukrep, ki bi zavezoval odločevalce za sprejetje v naslednjem obdobju. Vam je to uspelo? Ja, še boljš, mi smo rekli, da bi radi imeli en ukrep. Zakaj en sam? Zato, ker potem se na njega fokusiramo in lahko tudi zahtevamo konkretne rezultate. Če bi dali zdaj 5 strani priporočil, nihče ne imel včasih niti prebrati, kaj še narediti. Je bil pa danes prisoten državni sekretar za inovacije, zelo naklonjen diskusije, sodeloval v debati intenzivno in na koncu je sam potem po diskusiji naštel 7 priporočil, za katere on smatra, da se ali že izvajajo, ali se bojo kratko izvajalo in on osebno bi rekel, vidi možnost realno, da bojo te v kratkem izvedene. Katere recimo v spredju? No, smo pa potem se zmenili, da ena bomo povsem dali kot eno tisto samo, ne? In od teh 7 recimo je to, da bi se uvedel izobraževanje ne samo tudi računalništva, ampak ne samo računalništva, ampak nasploh več teh STEM področja, ne? Torej STEM, Science, Technology, Mathematics, ne? Da bi ponovno vzpostavili mlade raziskovalce iz gospodarstva, da bi
Se pa nisem spomnil, zdaj se pa spomnil. Brain drain. Brain drain. Tako, brain drain je zelo pomemben, ne? Torej, da bi uvedli mehanizme, da privabimo uspešne Slovence v tujini nazaj v Slovenijo na način, da jim damo tukaj raziskovalno možnost, ne samo, da jih zaposlimo, ampak da dobijo in budžet in možnosti za raziskovanje. Potem smo se pogovarjali tudi o davčnih olajšavah, pa najti ta pravo ravnotežje med davčnim olajšavam pa finančno podporo. No, ta glavno, potem smo se pa zmenili, mogoče tista, ki je najbolj nujna, je pa ta, da se uvede torej davčno olajšavo oziroma oprostitev davka za podjetja, ki investirajo v start-upe do višine 300 000 evrov, ker na ta način bi mnogo teh start-upov idej, ki nastajajo v akademski sferi, lažje prišli do prvega denarja, da bi začeli delati, potem bi pa se sami lahko iskali nove investitorje.